Gospa, vi izhajate iz znane goriške družine. Ja. Oče je bil pomemben primorski politik. Ja. Ampak odraščali ste v Mariboru. Kako se je vaša družina znašla v Mariboru? Ko je naš oče šel iz Gorice, so mu dali dovoljenje, da je šel v Avstrijo. Ne, da ni imel dovoljenja, da je prišel v Slovenijo. In še kot spremljal nas je v Trbiš. Ja. Trbiš nas je spremljal, šli smo taksijem, ko je tata šel. In je bil gospod Kralj z nami, doktor Kralj. In ko smo se poslovili od očeta, je zabrnel telefon. Telefone nismo takrat sploh še imeli po družinah. In so rekli, goriška policija, ustavite doktor Bitežnika. Ampak je bilo že prepozno. Moj tata je bil čez mejo in šel na Dunaj. In mi smo se preselili leta 9 in kaj je bil leto? Jaz sem imela 8 let, to se pravi, 30. leta smo se pa družina preselili v Slovenijo, oziroma Jugoslavijo. In oče je bil še na Dunaju? Oče je bil na Dunaju. In tam so nas sprejeli, to je bila liberalna družina. Žabkar. Žabkar. In gospa je pričakovala, je bila noseča. In bili so liberalci. Takrat smo se delili v Sloveniji med klerikalce in liberalce. Žabkari so živeli na Jesenicah? Na Jesenicah. Ja. Tam so se naši vagoni, je ta gospod nekako uredil, da niso šli v Avstrijo, ampak so šli v Maribor. In mi smo prišli v Maribor takrat. In kdaj se je pa oče potem pridružil? Oče se je pridružil ne tako hitro in je večkrat hodil na Dunaj. In tudi Mitju, mojega brata, starejšega in mene, je povabil en čas na Dunaj, da smo bili na Dunaju. In seveda smo imeli eno gospo, ki nas je vozila po Dunaju, ker oče je delal. In seveda, ko smo prišli v Prater, to je bilo za otroke kot, ja. Kaj je oče delal na Dunaju? Oni so delali, to je bil mednarodne manjšine. Ja. Manjšinski inštitut, ne? Ja. Kongres manjšinski. Evropski manjšin. Ja. A je bil skupaj z doktorjem Besednjakom? Ja, on je bil skupaj z doktor Besednjakom. Evo, ampak vi ste rekli, da na mejo ga je pospremil doktor Kralj. Z vašim očetom sta se razumela? Zelo. Z doktor Kraljem se je tata zelo dobro. Bili smo, doktor Kralj je bil boter našega Mitju in moj tata je bil boter, mislim, da je bil Aleš. Smo bili zelo, zelo dobri prijatelji z Kraljevimi in gospa Kralj mi je ostala vedno v spominu. Ona je prekrasno igrala klavir. Gospa Kraljeva. Ja, Anica. Ja, Anica Kraljeva, ja. In smo se tudi videvali, ko sem jaz potovala iz Kanade, ona je prepotovala z Argentine. Smo se vedno videvali z doktor Kraljevo, ja. In potem v Mariboru ste začeli tam zahajati v šole, tudi v Mariboru? V Mariboru sem prišla v 3. razred ljudske šole in ker sem hodila v Gorici v italijansko šolo, je bil spelling, kako rečemo? Izgovorjava. Ja, spelling je bil malo drugačen in sestra, to so bile nune, nunska šola, Deodata je prosila, je rekla, katera bo Mihajli pomagala pri spellingu
in se je oglasila moja prijateljica Dora Žebotova. In od takrat smo bile prijateljice. Ja, smo skupaj tudi študirale, potem jaz sem sicer končala 7 let v Mariboru, ker se je tata, moj oče, doktor Korošec mu je dal, kako se je pa tisto klicalo, sem pa tudi pozabila. Torej, doktor Korošec mu je dal delo, da je zastopil narodne manjšine in tako sem maturirala na klasični gimnaziji v Ljubljani in se potem upisala na JUS, na pravo na univerzo. Ja. In smo skupaj z Doro Žebotovo skoraj končale in v 4. letniku, dokler so bili Italijani naši okupatorji, smo lahko univerza delovala. Ko so prišli Nemci leta 1943, so nam v novembra zaprli univerzo in sem ostala brez zadnjega izpita. Obe z Doro smo ostali. Kakšen je spomin na prva leta okupacije, na razmerje univerze, duh, časa in tako naprej? Prva leta okupacije, okupacija je vedno okupacija. In takrat so začeli z osvobodilno fronto, to so bili partizani, kot smo jih klicali. Pod Italijani so partizani začeli. Ja, pod Italijani. In je bilo zelo žalostno, ker so začeli ubijati, ubili so dr. Erlicha takrat, ubili so mojega sošolca Župca Frančka. Skoraj nisi mogel stopiti na cesto, da nisi slišal, ko sem prišla za dr. Erlicha, ne morem se spomniti imena tega fanta, ki mi je rekel: Mihajla, teči, teči, dr. Erlicha so ustrelili na streliški. Ko sem jaz pritekla tja, je dr. Erlich še krvavel, je bil še živ. Ja. Ubili so tudi z njim našega primorskega fanta, ki mu je maševal. Viktorja Rojca. Ja, Viktorja Rojca. Ja. Kakšen je vaš spomin na Frančka Župca? Za njega se je govorilo, da je bil fašist in tako naprej. Ni bil fašist. Absolutno Franček ni bil fašist. Ampak Franček je, vidite, to nisem pravzaprav, mi nismo bili prisiljeni, torej vsaj na naši fakulteti, da bi se mi upisali v tiste Gioventù fašista. Guf, ne? Guf. Guf, Ja. ja. Mi nismo, jaz nisem bila nikoli v tistem. Samo so pa Italijani zahtevali, da jih je nekaj upisanih, da drugače bodo zaprli. Ne? Zaprli. In to se je Frančku Župcu zgodilo. Ja. In jaz se spomnim, ko so Frančka ubili, sem sanjala isti dan, ker pri nas so bili, torej dosti je bilo osvobodilne fronte in ko sem bila žalostna zaradi Frančka, mi je ena gospa rekla: se veš, gotovo je kaj naredil. In jaz sem sanjala, da je Franček rekel: Mihajla, pa ja, tudi ti ne misliš, da sem je. Ja, to sem prvi dan po Frančku sanjala. Smo bili prijatelji s Frančkom. Sem bila, torej. Ja. Kaj pa Kiklja ste tudi poznali? Koga? Jaroslava. Jaroslava Kiklja sem tudi poznala. Ja, ampak ni tako dobra kot Frančka. Ja. Ampak univerzo ste začeli že pred vojno, ne? Nekaj prej. Ja, par mesecev prej, Ja. ne? Ja. Recimo tisto življenje teh študentskih klubov, mladci, stražarji, Ja, krščanski ja, socialisti, to je ja. bilo precej trenja tudi med katoličani, ne? Ja, se je bilo trenje med mladci in Ja. stražarji, veliko trenje. Veliko trenje. In smo imeli tudi brucovski večer. In ne fantje, mislim, da smo bile same punce. Brucovski večer je bila gospa Natlačenova. Je bila z nami tudi. In Župec je bil pa tisti,
smo imeli torej tudi športni klub in jaz sem bila prvakinja v ping-pongu. In žubec mi je prinesel krasno ogledalo za kopalnico. Ja. Bila sem prva v ping-pongu. Ja. In potem so ga seveda njega hitro ubili, župca. Gospa, kako da vam ni uspelo diplomirati? Kaj se je zgodilo potem? Meni ni uspelo, zato so prišli Nemci po Italijanih in Nemci so novembra zaprli univerzo in mi smo ostali brez zadnjega izpita in nekako sem rešila, ko smo potem bežali in vse, moje indekse. Tako da imam točno napisano, kaj imam in kaj ne. Kako ste potem doživljali prehod iz italijanske okupacije v nemško okupacijo? Je bil grozen. A Nemci so bili hujši kot Italijani. Ja. Nemci so bili grozni. Kaj ste vi počela potem? Potem sem šla, vsi so vedeli, da sem brez očeta, moji prijatelji, in prvo službo, tisto je bilo tudi zelo smešno, zelo smešno. Anka, to je bila sestra od Dore Žebotove, je delala na prevodu, kjer smo imeli karte, ker smo stradali praktično v Ljubljani, nismo imeli lepo. No in, je rekla, se Mihajla zna italijansko, se je naredila 3 razrede ljudske šole in je šla temu gospodu, ki sem tudi pozabila imena, direktorju. Gračner. Ja, je bil on. On je bil šef. Ona jo lahko vzamete za tolmačico za italijansko, ona je hodila v italijanske šole, zna. Je prišel prvi italijanen oficir, jaz ga nisem nič razumela. In tako sem zgubila tisto službo. Ampak potem se je pa prva služba tudi na prevodu, ki mleka nismo imeli med vojskami. No, in sem dobila, tisto službo sem pa dobila in moram reči, da moja mama, ki je se hranila največ s kavo pa s kruhom, je lahko imela mleko, ker smo dobili legalno 1 liter mleka na prevodu. Tam, ja. Oče je bil v Beogradu takrat? Oče je bil pa v Beogradu. Oče pa, ko so bili Italijani, če bi bil prišel nazaj, bi verjetno končal življenje, in zato je ostal v Beogradu. Ja. Mama je ostala sama z nami. Torej, z Dunaja je oče prišel v Ljubljano k vam ali je šel direktno v Maribor? V Maribor. Ja. V Maribor. In kdaj je šel v Beograd? V Beograd je šel, ko je vojska začela, je bil v Beogradu. Je bil že tam? 6. aprila je bil tam, ja. In se ni vrnil zaradi Italijanov. In kdaj ste potem očeta spet srečala? To pa leta 47 po vojski. V Gorici? V Gorici, kjer sem delala, ko smo prišli torej iz teh refugee campov, kot rečemo. Jaz sem bila v enih 20 najmanj, ker smo zvedeli, da je Mitja dol v Ričonah. In smo vsi, mama, in smo prišli do Ričon. Če stopimo nazaj, zakaj ste vi bežali? Od kje? Iz Ljubljane, ob koncu vojne. Zakaj smo bežali? Ste se čutili ogrožene od komunistov? Moj Bog, nas bi pobili, ker mi smo bili, kako bi rekla, v tabeli, ne? Ja, brat je bil ta plav, ne? V Gorici, Pečetnik. Ja, brat je Pečetnik, ja. Mi smo zapustili Ljubljano 6. maja. In kdo ste šli? Mama? Mama, pa 4 otroci. 4. Razen Mitja, ne? Razen Mitja. In ste šli gor na Koroško? Mi smo šli na Koroško. In kako ste potovali? Peš? Z vozom? Veste, to mi je pa zelo težko praviti, ker
mi smo šli do Kranja z vlakom. To je bilo. In potem smo peške hodili do Tržiča, ja. Tržiča. Ja. Tisti tunel je bil zaprt. A je bil zaprt takrat? Ja. Tunel je bil zaprt. Smo prespali eno noč v gozdu in zjutraj smo se spustili na polje in tam so nas ujeli partizani. To še na slovenski strani meje, Ne, na drugi že. na drugi strani meje. In je tisti, ki nas je bil, ne vem, in so nas ujeli, morali smo vse, kar smo imeli, nismo imeli dosti sabo, najnujnejše toiletri srečijo tukaj. In vse smo morali vreči na en kup, vse. Ampak moja mama je, da smo se to smejali, moja mama se je upala in pobrala, je imela eno boršo in tam noter so bili dokumenti. Zato so moji indeksi. Ona se je upala in ne samo to, ampak še bolj smešno z glavnikom. Ona se je upala tisto torbo pobrati, mama. No, in so nas zaprli v eno klet. Je bilo grozno. Če si hotel nekam iti, si moral iti pred izkleti ven, tam je bilo ena luknja je bila. In karkoli si imel potrebo, partizan je stal poleg tebe, spušal. Ja. In to so bili slovenski partizani? To so bili slovenski partizani in tam pred našim oknom so ubili enega. To vem, da je bil stražar, da sem ga poznala na videz, so ga kar počeli. Ja. Ampak ne vem, kako sem pozabila, kako se kliče. In kako ste se potem rešili? In potem drugo jutro, jaz sama sebe nisem videla, ampak jaz sem videla mojo sestro Marjanko. Ona je bila stara ženska, mlada punca, stara ženska, ko smo prišli z tiste kleti ven. In pridemo z tiste kleti ven in iz druge kleti je prišla pa Bartolova družina, to poznate. Ja. In potem so vas spustili, ali kaj, partizani? Čakajte, in potem smo se dobile s to Bartolovo. Kaj so bile vse tri sestre skupaj? Vse tri takrat, vse tri. Torej za snemanje povemo, to so bile Majda, Zora Majda, čakajte, pa Zlata. In Zlata, Zlata je ja. najstarejša. Ja. Zlata, Zora pa Majda. Ja. In to so molile, ker mi smo mislili, da nas peljejo v gost in cak. Recimo, koliko vas je bilo v tej kleti? V kleti smo bili kot žigice, tako, nismo mogli sedeti, smo se drugega nekako. Ja, 20 ali 100? Jaz bi rekla, najmanj v kleti nas je bilo 40. Iz tiste kleti od Zlate ne vem. Ja, verjetno nekaj podobnega. Nekaj podobnega. In kar naenkrat se tisti komandant reče, Mihajla, a si ti tudi tukaj? In zdaj, jaz vam povem, da je bil Sveti Duh, je bil moj mariborski sošolc. In nisem vedela prej, ne vem zdaj, ampak tisti moment sem rekla, poslušaj, povedala njegovo ime, ker je bil moj sošolc. Ja. Povedala njegovo ime in sem rekla mu, kaj se nam bo zgodilo. In on mi je rekel, nič se vam ne bo zgodilo, vas bomo pripeljali v eno šolo. Takrat sem vedela ime, prej ga nisem vedela, zdaj ga ne vem, ampak takrat ja. In
tako da sem malo tudi Bartolce pomirila, sem rekla, lagal se ne bo, ne? In res se ni lagal. Smo šli v eno drugo šolo. Ja, so nas imeli nekaj ujetih. Ja, dosti ujetih so imeli. In potem koliko časa ste bili v tej In šoli? potem smo bili v tej šoli, tam smo bili, jaz ne vem koliko časa, ampak na vsak način v to šolo je prišel enkrat en angleški oficir, po noči ob 2. In jaz takrat angleščine nisem še dobro znala. Jaz sem se učila, mama me je pošiljala na, nismo v šoli imeli, ampak sem hodila na te ure in nekaj sem znala, ampak ne dobro. In ko sem videla tega, spala sem na špampetu, to dobro vem, znala sem pa dobro francosko takrat. In sem mu v francoščini rekla, da smo mi Slovenci, ki bežimo pred komunizmom. Njemu so pa rekli ti komunisti, temu Angležu, da smo mi SS-ovske družine. Ja, SS-ovske. In mama mi je takrat rekla, Mihajla bo tiho, ampak jaz sem mu povedala, kdo smo, da smo Slovenci, ki bežimo pred komunizmom. No, in potem je pa prišel, ne vem, so ti morali, a partizani, pustiti Koroško in se umakniti na staro mejo. Alo, bumf, vi greste z nami. In smo hodili proti meji in moja mičkana sestra Vida, ki je še zdaj živa, živi v Gorici, Bog, ker smo bili prestradani. In je prišel en partizan, takrat sem prvič videla tale sandwich bread, veste, in sem ga prosila ne zase, ampak za Vido. In je rekel točno te besede, vi bele psice, kar boste lačni. Mi ni dal koščka kruha. Ja. Bele psice smo bili. Ja. No, in potem smo bili tam in čakali na transport. Ko ste šli na Podrožco? Jaz ne vem točno, kaj je bilo. Proti železnici, ne, ste šli? Proti železnici. In moja mama je omagala. In smo se usedli v travo, Bartolce zraven, in partizan, ki nas je imel na tistem koleslu, so nas peljali, je rekel, ja, pa tukaj počivte, jaz bom prišel že po vas. In ko smo tam sedeli, smo videli, da je tam, oni rečejo guest house, kot en hotel, Avstrijci, ne? Ja. Smo videli, da je prišel z tistega hotela ven tisti, ki sem mu jaz rekla, kdo smo. Tisti oficir angleški in Zlata Bartol je znala angleško in je šla in je potrdila, kar sem jaz rekla po noči, da mi smo Slovenci. In tisti nas je vzel pod svoj. In je tisti gostilničar, ki je rekel, vzamite jih noter in če pridejo po njej, on je rekel, da pridejo po nas, rečete, da so bili bolani in stari in smo jih peljali v našo bolnico v Celovc. In takrat so naši vidici, tej sestri, moji majčkani, dali tudi pomarančo. Nam so pa poslali kosilo, mi pa nismo niti prvi moment jedli, mi smo vsi klečali in molili rožomenc v sobi gor. In to se je, cela vaša družina se je tako vešla? Mama in vsi štirje. in štirje. In ostale, kam so odpeljali? Ostale so odpeljali nazaj. V Slovenijo? Ja. In ne veste, kaj je bilo z njimi potem? Nekatere so postrelili in drugi so ostali, ne vem. In potem iz tega Wirthausa, kam ste šli? In potem iz tega hausa so nas peljali v Celovc, v bolnico. So nas pregledali in smo ostali tam do, smo ostali tam razen Bartolove, ki so jo povlekli v Anglijo
ker je znala angleško kot tolmačico. Tako da ona je bila v Angliji, Zorka pa ta Mičkana, smo pa bili skupaj in kam smo potem mi prišli od tam? So vas peljali v Italijo? Ja, v Italijo, Ja. dokler nismo prišli v Riccione. Torej, v tistem konvoju tovornjakov, ki je res šel v Italijo, ste bili tudi vi? Ja, ki je šel res v Italijo, ja. Enih 40 kamionov, da je bilo. Ja. Preko Veljaka in potem v Viden, Tam ne? mislim, da smo bili v Palmanovi. Ali kje smo. Palmanovi, ja. In tam je prav Zorka Bartol začela, je rekla, veš, pravijo, da nas bojo daleč peljali, ampak je še vedno bilo blizu, kar je Zorka mislila. Boga. In potem vaša družina si vsa ta taborišča obiskala. Ja, najmanj 15 taborišč. 15? Najmanj 15 taborišč. To veliko skupino so peljali v Monigo, ne? Ja, in tam, od tam potem so nas peljali v Riccione. Ne naravnost v Riccione. Tudi tam, kjer je bil ta slavn pevec, smo bili v Modeni. Tam je Vida, so rekli, da ima tifus. Še zdaj vidim, kako se jo nesli v eni rjuhi zavito. Moj Bog. V bolnico. In potem je prišla ven, da nima tiste bolezni, tifusa. V Monigu ste bili vse tiste 3 mesece, kar so bili v Monigu? Ne, 3 mesece. Se vam pravim, da smo bili v tolikih teh taboriščih. Ker glavnino pa so Ja, potem smo prišli v to taborišče, ker so bili naši Slovenci, ne? Serviljano. In tam na recepšnu je rekel, za sveto Božjo voljo, Mihajla, si se živa? Jaz sem rekla, seveda, hvala Bogu, ker so slišali, da so nas ubili partizani. Ja. Mihajla, si še živa? Ja. Medtem ko Je bilo zanimivo. Mitja je bil s četniki Eboli. Ja, Mitja je pa bil v Eboli in potem so jih tudi dali v Riccione in tam smo bili, tam smo slišali, tam je bila tudi Ivanka v Riccionah, Velikonja, in tam smo slišali, da so 26. junija ubili Narteja Velikonje v Ljubljani. Ja. In kdaj ste zvedli za Vetrin? Za vračanje iz Vetrinja, vračanje fantov iz Koroške, kaj ste slišali prvič? Tisto pa nismo slišali takoj prav. In potem vi Severjana ste šli kam? Potem smo šli, do Riccione smo prišli. In potem so se razmere v Gorici toliko spreminjale. Brat Mitja je šel v Bologno študirati in dosti mojih znancev so šli v Bologno, ti, ki so tam doštudirali. Jaz sem pa šla z mamo v Gorico, ker če ne, sem morala poiskati službo, zato da so jedli, ker mojega očeta še ni bilo dol. In ste vedeli, kaj je z očetom? Smo vedeli, da je živ. Ste vedeli? Ampak oče je slišal od enega primorskega domobranca, da so nas vse pobili. Oče. Takrat je bilo tatu strašno. Tam v Riccione so bili tudi tisti, ki so se iz Gorice umaknili, ne? Ja, tudi duhovniki in profesori. Pa ta, tam v Riccionah. Ta Šviligoj so bili tam, pa zdaj sem pozabila že imena. Gospod Gregorc, Srečko. I Gregorc, ja. Cel kopik je bilo. No, tam je bilo pa... Se Bitežnikove omenja Klinec v svoji knjigi. Vas ne, ampak vaša družina omenja. Bitežnikove omenja gospod Klinec v svoji kroniki, v svoji knjigi napisal. Ja, mi smo potem, torej jaz sem se vrnila z mamo in iskala. Takrat so še bili partizani v Gorici. So pripeljali tisto, vsaj mogoče, torej niso več imeli oblasti. In potem sem dobila na rdečem, medtem jaz sem se po slovarju v angleščino tudi učila, veste, ko smo bili po teh kampih, ne.
In moja angleščina je bila zadosti dobra, da sem dobila delo na Rdečem križu. Kakšne imate spomine na cono A, na Američane, Anglo-Američane? Lepe spomine. Nam so pomagali. Takrat se je tudi kulturno življenje obnovilo, ne, v Gorici? Ja, v Gorici je bilo lepo takrat. In mi nismo, ne vem, če gotovo, da poznate inženir Rustja z Gorice. Seveda. Ja. On je bil zaprt v Ljubljani, njegova žena je zbolela takrat in mama jo je, torej so nas Rusti sprejeli v njihovo hišico. Ja. In jaz sem spala gor na kašči, ker ni bilo prostora. In ko sem delala na Rdečem križu za Božič, to oni zelo proslavljajo, so poslali mojo, tista, ki je za mene delala na tem Rdečem križu, so jo poslali s paketom za Božič, in ko smo bili pri Rustivi. In je mama se hotela zahvaliti, vzeti paket, no, je rekla, jaz moram Mihajlo videti. Ja. In je prišla gor na podstrešje, na mene je kapal dež, ker sem spala. Ja. In ko se je vrnila v vrat, je naredila cel halo, a veste, kje Boga živi. In ko sem se vrnila tja v službo, sem imela dva šefa. Eden od teh šefov je rekel, zakaj nam nisi to povedala. Jaz sem rekla, tako je prestano, je bilo, kar je bilo prestano. Zdaj, hvala Bogu, imam dobro službo. In je rekel, jutri bo šla z mano, gremo na občino, v Fičo, ker takrat je bilo vse nisi mogel ti dobiti stanovanja, in je me peljal k temu ameriškemu oficirju in v enem tednu smo dobili krasno stanovanje. V enem tednu. In šele potem sem pogruntala, da je imel en prstan, in tisti tudi en prstan tam na Fičo Lodži, je bil Framazon. Ja. Framazon v enem tednu stanovanje. Kje ste živeli v Gorici? V Gorici na Via Novega. Ja. Krasno, stanovanje, z vsem komfortom. Kdaj se je oče vrnil potem? In oče se je vrnil 57. in ni mogel, takrat je bila meja med cono A in cono B. 47. Ja, 47. In je šel ne ta isti Framazon, ampak en drugi moj šef, ki sem imela dva šefa, je šel po njega in ga pripelje domov. Ja. On ni imel dovoljenja Jugoslovanov, da bi lahko prišel? Ne. Ker recimo besednjakov tudi niso dovolili, ne? On je šele 51 prišel, ne? Ja. Ja, ni bilo prijetno. Kako se spominjate življenja vsakodnevnega pod cono A, recimo demonstracije za Italijo, za Jugoslavijo? Veste kaj, jaz sem takrat bila tako srečna, da smo ven iz tega, da... Jaz se ne spominjam. In kdaj ste srečali tega Franceta? Tega Franceta sem srečala, ko je prišel v Gorico učiti, in on je začel hoditi za mene in potem smo se poročili. Ne. Tata je rekel, dejta predokončati, ne. On ni končal, jaz nisem končala, ampak nisem očeta ubogala, ne. Smo se poročili in življenje je... In kdaj sta šla naprej potem? In potem smo iz Trsta, jaz sem delala potem v Trstu, ker potem so začeli Amerikanci hoditi iz Italije ven, ampak mene v Trstu je pa še vedno ostal ta Rdeči križ. In ta
je vse v redu, da sem jaz prišla v Trst delati. Ja. In ko se nam je Andrej rodil, leta 50, sta moja starša držala Andreja. Jaz sem hodila samo na vikend in videla svojega otroka. In enkrat mi je ta rekel, da če lahko bi soboto delala. In jaz sem rekla, poslušaj, sem rekla, jaz imam majhnega sina pri starših in on me čaka vsako soboto. In me ni bilo in je rekel, that you are a beast. Samo prevedla iz slovenščine. In potem je rekel, nikdar več te ne bom vprašal, da boš delala za vikend. In je kupil eno tako bombonjero, da je šla za Andrejčka, tako bombonjero, da je šla čez celo mizo. Ja. Da me ne bo imel za bista, Andrej. Ja. No, so bili Amerikanci izredno dobri do mene. Izredno dobri. Ja. In potem je prišel ta, ki si ga ti imenoval za Faleža. Ja. Je prišel v Trst z Leskovarjem. In so zaprli, ti moj American Red Cross je zaprl tudi v Trstu in je potem Falež je na Iro delal in je rekel, Mihajla, pridi na Iro, te bojo radi sprejeli. Ja. In sem začela na Iro hoditi. International Refugees Organization, ne? Prosim? International Refugees Ja, Organization. International Refugee Organization. Vedno v Trstu to. V Trstu. Kje so imeli oni pisarne? V Sant Andrej. Aha. Ja. Sant Andrej. In v Kanado, kdaj sta šla potem? Oziroma ste šli, je že In bila potem, družina. torej jaz sem imela skozi italijansko državljanstvo. Ne. Ampak on je pa bil DP, Displaced person. displaced person, in jaz sem začela pričakovati hčerko. To me je odločilo, da emigriramo. Ker sem rekla, zdaj bo drugi otrok tukaj in da še on ne bo imel mame, samo za vikend, no. In smo lepo. Imela sem pa zelo dobre zveze, ker to begunci, Iro je potem se spremenil v Čime, ne? Comitato Internazionale Migrazioni Europee. Ja. Tako da smo se odločili, da gremo. Ja. In nam nikdar ni bilo žal. In ste sama izbrala Kanado? Ja. Sva imela tudi enega od mojih ex-šefov iz Rdečega križa, ki nam je bil sponzor za Ameriko. Ampak smo izbrali Kanado. Ja. In potem je on garal, France je sicer garal 7 let 2 službe, ampak čim smo toliko prihranili, da smo si to hišo kupili. Smo skozi v tej hiši, že 57 let ali 58 let. Ja, je bilo. Ampak čim sem prišla v Kanado, nekako, ne vem, jaz sem bila tako srečna, ker sem zadihala en miren zrak, ni bilo politike tukaj. Je bilo lepo.